Živijo v novem vlogu. Evo, nam počas hribov tlele okrog zmanjkuje, tako da bomo šli danes kar laufat. Sicer je že kar vroče, ker sva zaspala, hotela sva iti že zgodaj zjutraj, pa je Rok ugasnil budilko. Ja, malo sva zaspala, tako da zdaj upamo, da ne bo prevroče. Mogoče bomo malo manj prelaufali, kakor bi zjutraj, sva se pa dobro naspala. Danes je bolj tako kislo vreme, dopoldne je bilo sicer še dokaj uredno, no, zdaj popoldne se nekaj z oblačil vsake tok časa, kakšna kapla pade, tako da cunje, ki sva jih oprala po teku, sva mogla zdaj tukaj noter obesati. Sva oba spredi okna odprla, obe okni odprla, tako da zdaj lepo zrak čez vleče in se sušijo boljš kot v sušilcu. So pa gor drugač laufala do začetka poti do onega ledenika. In je seveda naj spet spremljala cela četica psov, tako da naj je potem nek Nemec v avtu vprašal, če so to vsi naši psi. No, v glavnem pač začeli smo se malo pogovarjati in človek, ki je star 55 let, je rekel, da je tukaj zato, ker je v 9 tednih prikolesaril od Nemčije do sem. Sam. Tako da, kar vsakemu čast. Je rekel, da je imel to celo življenje željo in da najprej je imel otroke, pa služba, pa ni nikoli najdel pravega časa, da zdaj pa rekel, da se že toliko stara, da mu počas že tudi moč dol padla in je rekel, da če zdaj ne bo tega naredil, ne bo nikoli mogel in se je odločil, si zrihtal 9 tednov dopusta in šel na pot. Ja, je pa drugač kar športnik, je rekel, da je nekaj tudi veslal na Bledu že 30 let nazaj, tako da malo pozna Slovenijo, tako da ne je na koncu tudi slikal, pa je rekel, da bo poslal enemu prijatelju Slovencu. Tako da kar zanimive ljudi srečujeva, no. Res. Danes je res sončen dan brez oblačka. Načeloma so ga mislila izkoristiti za kakšen hajk, ampak imamo ful dela. Tako da bo oba na računalnikih delala eno priložnostno delo, niso inštrukcije niti nasino pisanje, ampak se tudi malo mudi. Tako da sva rekla, da bova pač izkoristila ta sončen dan, zato da bo lahko oba na kompih, da se lahko na sonce preklopljeni. Tako da ja, malo manj zabaven dan bo, kakor sva si mislila, ampak vseeno s takalim pogledom se res težko pretožujeva, no. No, kljub temu, da je bil danes res noro lep sončen dan, je bil kar delaven. V bistvu so bila čez cel dan na računalniku. Mislim, da so bila 6 ur, da sva delala, vsak na svojem računalniku. Je bilo kar naporno, ker sva mogla neke tabele v Excelu urejati, pa nisva še končala. Ampak ja, Rok ima zdajle inštrukcije še, jaz sem še pa šnof malo na sprehod. Ja. Je bil kar naporen dan, ampak upamo, da bo jutri tudi čez jutri lepo, tako da bomo lahko jutri zjutraj izkoristili pa šli hoditi. Pol se bomo pa počasi mogli tudi posloviti od mestja. No, pa je prišel čas, da se spokamo z tega placa. V bistvu sva kar žalostna, ker je bilo tukaj res ful lepo. V mesti smo bili skoraj zdaj že dobre 3 tedne in so ugotovila, da pa če hočemo še kaj videti, bomo počasi se mogli začeti premikati, ker je že skoraj sredina avgusta. Ampak ja, v bistvu se najbrž tega mesta ne bi premaknili, če nam ne bi dokončno hrane zmanjkalo, pa vode, kljub temu, da smo rečno uporabljali za pomivanje. Tako da, ja, malo so žalostni. Počas je res prišel čas, ker je bilo treba oditi. Vse skupaj smo drugače na tem placu bili 14 dni. Sicer vmes smo malo, 1-2 sva se vmes odpeljala, ker smo šli hoditi, ampak vseeno smo pa 13krat tukaj prespali, tako da mislim, da sva ga kar dobro izkoristila.
najdlje sva bila v bistvu, mislim, toliko časa sva bila v bistvu edino v Tarifi v Španiji tudi, ampak še tam v bistvu prisilno, ker so bili takrat covid ukrepi in se nisva mogla premikati. Tako da mislim, da sva ga kar v redu izkoristila in da ne rabimo imeti slabe vesti, da greva naprej. Ja. Kam gremo zdaj? Zdaj pa se peljemo proti uni gondoli, na kateri smo bili že dvakrat. Najin plan je bil sicer, da gremo gor pešne z gondolo in gor na kosilo, ker sem imela pred enim mesecem obletnico, pa takrat nisva uspela praznovati, pa sva rekla, si bo prvoščila danes en kačapuri, ampak ga bo prislužila. No, v glavnem, na koncu je zdaj tako bolj kilavo vreme, no, bomo videli, kakšno še bo, ampak popoldne ne bi pa sploh bilo bolj slabo, tako da sva se odločila, da boš, da gremo z gondolo, pa gremo gor po grebenu hoditi, dokler je še lepo vreme. Ja. Je pa to tak najin način, da se dokončno posloviva od visokega Kavkaza, ker pol jutri bomo verjetno šli nazaj dol v dolino. Ja, nažalost. Evo tamle gor na tem grebenu smo zadnjič bili, gor. Šli smo do prvih zaplat snega na 3100, kar je skoraj 800 metrov višji, kot smo zdaj. In tako, ko ga gledava, so kar ponosna sama nase, ker je res strm in visok in vsaka nama častno, da sva gor prelezla, oziroma smo prelezali. Je pa tudi danes ful lepo gled nanj, tako da ful lepo. V tejle dolini je pa ta prostor, kjer smo bili parkirani, ker nam je bil tako všeč. Tako da v njih hribi zadaj so tisti, ki smo jih gledali. Je pa res ful lepo od tukaj tudi pogledati. Tako da ne kar malo mika, da bi se nazaj tja danes peljali, pa še tam en teden ostali ali pa kaj. Danes v resnici sploh ni bilo tako lepo vreme napovedano, kakor je na koncu bilo. Na koncu je bilo res večino dneva brez oblačka, čeprav bi mogli biti samo 1-2-3 urce sonca dopoldne, tako da sva kar zadovoljna in je bilo res so bili lepi razgledi. Ja, očitno nas ima ta mestja res rada, ker že ko je šel oči, je zadnji dan bil ful lepo vreme in zdajle tudi. Tako da imamo očitno kar srečo. Smo pa šli drugače danes do konca tega grebena, do Dajnikov, 1 urca do tja, pa 1 nazaj. Tako, easy sprehod, ampak kar lepo, se je lepo videla Užba in ostali vrhovi naokrog. Preden smo šli pa dol, smo pa na poti sva srečala 2 Bolgara, ki sta naju pozdravila zdravo in so bila ziher, da sta Slovenca. In so zato sploh vprašala, odkot sta, pa smo potem se malo pogovarjali. Potem smo pa šla še na kosilo tam nad gondolo. Zelo dobro kosilo, ja. Gruzijsko. Ja, dober kačapuri. No in preden sva hodila iti dol, čeprav sva sedela že pač 1 uro, 2, ne vem koliko, pač niste nama dali dol sploh. Ne. In ko sva končno ostala, sva pa zaslišala res Slovence in sva vprašala, kako da oni, kaj tle oni delajo. In so povedali, da potujejo z agencijo Oskar, da so bili v Armeniji, zdaj so pa v Gruziji, 15 jih je bilo. Ja. In ja, da to je konec njihovega potovanja. Ja. Tako da drugače so res z današnjim dnem ful zadovoljna,
ker zjutraj sicer ni kazalo, da bo tako lepo, je bilo kar oblačno in če je bilo danes oblačno, je bila res zelo slabe volje, da sva včerajšnji zadnji sončni dan tukaj v mesti preživela na računalnikih, tako da zdaj nimava slabe vesti, da smo bili včeraj malo bolj pasivni, oziroma da sva delala, no, da nisva hodila naokrog in sva današnji dan smo res dobro izkoristili. No. Pa je res prišel čas, da se moramo odpeljati nazaj proti jugu. Kar žalostno samo, ampak je danes bolj slabo vreme oziroma bolj oblačno, tako da se malo lažje posloviti. Ampak ja, po 3 tednih še zmeraj se nismo naveličali tehle hribov tukaj. Niti malo. Drugače smo hoteli, zdaj prej smo šli iz mesta še na Filat plin, ker so prebrala, da se ga tlele da in sicer bi ga res brez problema oni nafilali, tudi če je bomba plinska, ampak niso imeli ta pravega adapterja, mi doma sicer 4 neke adapterje, ampak tudi noben mi nič pomagal, tako da bo mogla plin nekje druge najti, imamo ga še za en dober teden, tako da upava, da v tem tednu dobila kje kakšen adapter oziroma kakšno pumpo, kjer bi lahko nafilali. Ja, malo smo vriti, no, ker smo res računala na ta plin tle, tako da ne vem. Ampak ja, zjutraj sva sicer kar zgodaj vstala, da bi se čim prej spokali, ker bo ta pot verjetno spet kar trajala. Ampak sva na koncu 100 let rabila in za ta plin in potem sva šla še v Špar po par stvari, par nekaj za jest. No pa sva srečala eno Slovenko, ki živi tukaj v mesti, tako da smo se bolj še z njo zaklepetali. Zdaj pa je že to ura, da je že skoraj kosilo, pa so bila že kar lačna, tako da so kupila takle velikanski kruh, ki se imenuje puri, drugače za kača puri, pravadjeva kača puri, zdaj so pa samo puri kupila za napot. No, kupila sva 2, pol sva ga da zdaj uspela pojesti, ker je res ogromen, tako da ne vem, če bova 2 zbasala, ampak je pa zelo dober, ker je še čisto opol. Ja, ampak čapuri ima še sir gor, tako da verjetno sir pomeni kača, puri je pa pač ta kruh. Verjetno. Sklepava. Ampak ja, no. Zdaj je pa čas, da gremo nazaj proti jugu in vidimo še kaj drugega razen lepih gor. Danes smo se zdaj parkirali na enem travniku, malo sem sicer res žalostna, ker smo zapustili gore in res tukaj ni več toliko lepo, kot je bilo gor, se smo v naravi, pa je lepo pa vse, ampak ni pa tistih 5000 naokrog, malo sva se razvadila, no. Čeprav zdajle sva planirala za naprej, oziroma sem malo gledala polovni plen, tukaj še v Gruziji za videti in moram reči, da nam še kar veliko lepih stvari čaka, tako da sva malo manj slabe volje. In smo pa zdaj na koliko metrih? 300. Na 300 metrih, blizu tam, kjer smo spali z očem, preden smo šli gor. In je tle občutno bolj vroče, kot je bilo gor, predvsem pa bolj vlažno, tako da kar malo težko dihava, pa razmišljava, da bi šli kar nazaj gor. Predvsej bolj neprijetna vročina, kot je bila gor, ja, gor na sončen dan se vsem lepo da dihati, tukaj pa kar tako zadušljivo rata. Ja. Je pa to za ta vlog, tako da se vidimo v naslednjem. Ja.